Tina Kellenberger, vodja mladinskega pogona v Združenem klubu Brinje Interblok, tudi trenerka selekciji U14, U15. Kaj lahko poveste o svojem delu znotraj kluba? Ja, v bistvu zdaj že 2 leti delujem v tem klubu. Brinje je imelo že prej ekipo deklic, takrat so bile še to deklice U13, potem pa smo začeli sodelovati z Interblokom, ki so se združili ravno zaradi tega, da pač v tem klubu sedaj deluje večje število deklic. Kako ste zadovoljni s samim obiskom treningov oziroma z samo željo igralk po treniranju tega športa? Moram reči, da pač so deklice zelo pridne, rade prihajajo na treninge. Mogoče imamo pač malo problema s temi dvoranami in igrišči, ker jih nimamo dovolj na razpolago, drugače pa deklice rade prihajajo, rade igrajo. Za seboj imate tudi sama nogometna kariera? Ja, sem v bistvu aktivna igralka, še tudi trenutno igram za ženski nogometni klub Slovenj Gradec, kar nekaj področji pokrivam na tem področju ženskega nogometa. V bistvu sem v tem klubu trenerka, še vedno igram za ženski nogometni klub Slovenj Gradec, tudi trenerka mlajših reprezentacij Nogometne zveze Slovenije. Kakšna pa so pričakovanja samih deklet? Ko delujete z njimi, ko opravljate treninge? Kaj najbolj opazite pri dekletih? V bistvu dekleta imajo ogromno želje, ogromno volje, veliko potencijala. Zdaj pač jaz pri njih ne pričakujem rezultata, pri njih pač delamo na osnovah tehnike, koordinacije, v bistvu pač gre za razvoj igralk. Kateri so tisti največji problemi, poleg dvoran, v samem nogometu pri vas? Dobro, tukaj so tudi, recimo, ne vem, finančne zadeve, ampak mislim, da se pač s tem obadajo tudi moški klubi, potem glavni problemi so tudi, recimo, da pač nimamo dovolj medijske podpore, to se mi zdi zelo velik problem ženskega nogometa, venomer pač se piše in govori o moškem nogometu. Tega v Sloveniji, recimo, kar pogrešamo tudi na reprezentančnem nivou. No, letos sodelujete tudi v zimskem tekmovanju, kjer se igra v bistvu bolj mali nogomet v dvoranskem okolju. Vaš komentar samega tekmovanja, vsaj po uvodnih krogih? Jaz mislim, da pač je zimska liga vsekakor ena pozitivna stvar, da pač ni s temi deklicami preveliko premora, da so tudi pač v zimskem obdobju nekako v gibanju in v tekmovalnem procesu. Peter Krištan, ste eden izmed trenerov mladinskih selekcij kluba Interblok Brinje. Kaj lahko poveste o svojem delu v tem klubu? Pravi, v začetku sezone sem prevzel moštvo U17 punce v Brinju Interblok. Pravi, delo s puncami me veseli tudi odločil za delo oziroma treniranje punc, ne s fanti. Da nekaj posebnega dela s puncami, ni s fanti. No, v čem so tiste posebnosti med dekleti in fanti? Kje so razlike? Razlike so med puncami in fanti v tem, da so punce bolj občutljive, se pravi, moramo bolj pozorni biti na njih. Se pravi, tudi mogoče hitreje dojema nekatere stvari, se hitreje učijo na nogometu. Tudi bolj previdni moramo biti glede vprašanja na njih, se pravi. Kako pa prenašajo same napore? Same napore mislim, da punce prenašajo zelo dobro. Rekel tudi, da so bolje kot nekateri fanti. Se tiče ta pravi, mislim, da delajo tudi več kot 100% na treningu, tako da so res super. No, slika same igre je drugačna po zimi, ko se preselite v dvorane. Letos tekmujete v zimskem tekmovanju v svoji starostni kategoriji. Kako se vam dopadajo tekmovanja, oziroma kako so zadovoljni z zavodnimi uspehi na drugačnih pogojih? Tako je, zimska liga se zelo razlikuje z ligo od zunaj, se pravi, drugačna podlaga, drugačen boj žoge. Se pravi, da meni je zelo všeč, da tudi po zimi imajo dekleta tekmovanje, da igrajo, da ne samo treniramo in da imajo res nekaj od tega, da se pravi igra. Ker to je zelo pomembno, da se pač ne navečajo samih treningov brez igre oziroma brez tehnike. Kakšna pa je podpora staršev? Podpora staršev v našem klubu je zelo v redu. Imamo fantastične starše, ki zelo sodeluje s klubom, se pravi tudi s prevozi, dekleta vozijo v oddaljene krajine treninge, se pravi tudi na tekme.
trenerje,